Sodobna ponudba nas pogosto spodbuja k nakupu izdelkov, ki jih v resnici ne potrebujemo. Kljub temu ne moremo preprosto reči, da je eno živilo dobro, drugo pa slabo, saj je njihov vpliv na zdravje odvisen od količine, pogostosti uživanja in našega zdravstvenega stanja. Lahko pa rečemo, da so nekateri izdelki na trgovskih policah tako nepotrebni, da jih je bolje pustiti kar tam. Če gremo kar čez seznam živil, so mogoče na vrhu seznama razna živila za razstrupljanje, mogoče za izgubo telesne maščobe, razna super živila. In sicer, če gremo kar po vrsti, živila za razstrupljanje oziroma izdelki za razstrupljanje. Človeško telo ima organe, ki to počnejo, torej imamo jetra, imamo ledvice, ki pri tem pomagajo in ga ni izdelka, ki bi razstrupil človeško telo. Tako da, če piše to na izdelku, pustite to na polici. Potem so super živila, spet to je zelo tak prikladen marketinški slogan, ki v bistvu ne pove prav veliko, v bistvu namiguje, da ima neko živilo neke nadnaravne lastnosti, neke čudežne lastnosti, kar je spet v nasprotju s tistim prehranskim načelom, da eno od živilo ne definira prehrane, torej tudi marketinški trik, ki nekako upraviči višjo ceno, tako bom rekel. Tretji tak izdelek so pa absolutno izdelki za izgubo telesne maščobe, spet popolnoma v nasprotju z nekimi fiziološkimi načeli, biofizikalnimi načeli, bomo rekli, se pravi, edini način, da izgubimo telesno maščobo, je negativna energijska bilanca, ki jo dosežemo s kombinacijo prehrane pa telesne aktivnosti. Če bi izdelki za izgubo telesne maščobe dejansko delovali, bi bili vsi suhi. Druga izmed živil, ki so nesmiseln nakup, je velika večina prehranskih dopolnil, ki nimajo bistvenega učinka pri zdravih ljudeh ali so popolna potrata denarja. Ponavadi kar kombinacija obojega. Imamo dovolj dokazov znanstvenih, da vemo, da v zimskem času, če nismo izpostavljeni sončni svetlobi, imamo pomanjkanje vitamina D in tudi v Sloveniji je zdaj po nekih podatkih zadnjih dejansko kar 70-80% prebivalstva ima pomanjkanje, tako da pri teh skupinah je mogoče smiselno jemati vitamin D, mogoče tudi preventivno. Mogoče kakšni kreatini, kakšne beljakovine v prahu, ampak to govorimo pri športnikih. Zdaj nekdo, ki se redno ukvarja z neko aktivnostjo, mogoče tega niti ne rabi, se pravi, se da to vse z uravnoteženo prehrano dobiti. Potem imamo pa tukaj tudi razna druga dopolnila, ki so pa res absolutno nesmiselna. Vitamin C skrajša prehlad, prepreči prehlad, ampak dejansko ni nobenih dokazov, da bi vitamin C pri zdravem človeku naredil karkoli. Se pravi, potrata denarja. Tako da res pri teh prehranskih dopolnilih, če nimamo pomanjkanja, ne posegati po njih, dejansko tvegamo, da se predoziramo, sploh če govorimo o kakšnih maščobah, topnih vitaminih, če mi te dopolnila kar uživamo kot bombone, dejansko si lahko resne zdravstvene posledice povzročimo. In pa mogoče bi se tukaj dotaknil še magnezija, ker magnezij je zelo popularno dopolnilo v zadnjem času, vsi jejo magnezij, vsi imajo krče in rabijo magnezij, ampak spet dejansko se izkaže, da v splošni populaciji je pomanjkanje magnezija zelo redka zadeva, res zelo redka. In tudi pri zdravih posameznikih, tudi če smo relativno aktivni, ne potrebujemo nekega dodatnega magnezija. Če jemo uravnoteženo raznoliko prehrano, bomo vse pokrili s prehrano, ker je magnezij prisoten v mnogih živilih, v oreščkih, v stročnicah, v zeleni listnati zelenjavi. Imaš pa ti krč po noči, pa to najverjetneje bolj posledica neke izčrpanosti, mogoče nepravilnega giba, stresa, pomanjkanja spanja, pa zelo pogosto dehidracija. Če si občasno privoščimo manj zdrava živila, to običajno ni problem. Težave nastanejo šele, ko jih uživamo redno in v večjih količinah. Eno od takih živil so recimo energijske pijače, razni booster, šoti. To so pa v bistvu napitki, ki vsebujejo poživila, v bistvu kofein ali pa kar mešanice poživil, kofein, taurin, guarana in tako naprej, pa ponovadi v kombinaciji s precej sladkorja. Seveda občasno ne bo konec sveta, ampak naj to ne bo navadno. Res, če rabimo poživilo, posežimo raje po kavi, po čaju, pa po spancu. Se pravi, če nam manjka energije, nas pač je treba, ne, tako. Treba si zavedati, da recimo dolgoročno uživanje teh energijskih napitkov
Ne samo, da pač vnese v telo precej sladkorja, ampak pač dejansko je povezano z motnjami srčnega ritma, z nemirnostjo. Skratka, zadeva na dolgi rok ni dobra, ker je Čeprav so videti zdravi in priročni, smutiji in naravni sokovi iz trgovin niso dobra zamenjava za sveže sadje. Zakaj je sveže jabolko boljša izbira kot smuti z jabolki? Če govorimo o sadnih sokovih, ki načeloma vsebujejo 100% sadja, so sicer v redu, so okusni, ampak ne vsebujejo vlaknin, te pač načeloma ne končajo v tem soku, tudi če vsebuje pulpo, oziroma vsebuje zelo nizke količine vlaknin, vsebujejo ogromno sladkorja, pa pač popijemo jih zelo hitro, se pravi, ne samo veliko sladkorja in malo vlaknin naenkrat. Potem imamo smutije, boljša izbira. Se pravi, vsebujejo več vlaknin, ampak še vedno so te vlaknine do določene mere mehansko razbite in načeloma se hitreje absorbirajo, ker spet dvigne naš krvni sladkor. Spet niso nadomestek sadja, ker jim pa manjka ena zelo ključna komponenta in to je žvečenje. Žvečenje oziroma dolžina trajanja žvečenja je zelo pomemben signal sitosti in zdaj, če mi neko živilo damo v usta, ga žvečimo in so naši receptorji izpostavljeni temu živilu, bomo precej hitreje siti, kot če to isto živilo zmiksamo in ga popijemo. Premislek pa ni odveč niti pri predpakiranih živilih. Pogosto nas zavaja njihova priročnost, a prav ta nas lahko po nepotrebnem drago stane. Eno izmed takih primerov je mogoče predpakirana solata. Če si na poti, če res nimaš časa, če res ni druge, bo tista predpakirana solata v redu, boljš kot nič, ne? Ampak če pa imam izbiro, če imam toliko časa, pa pač je precej bolj smotrno poseči pač po solati na oddelku zelenjavo, jo prinesti domov, narezati in si pripraviti solato, ker prvič je cenejša. Drugič pa tvegamo pri predpakirani solati mikrobiološko sporno. Se pravi, tiste solate so predpakirane, hranijo se nekje v nekem hladilniku, stojijo mogoče dan, dva v tisti vitrini. Če se hladna veriga pretrga, se zna tudi nekaj zaplesti in zdaj je tam tveganje večje kot pri neki celi glavi solate, ki jo doma operemo in narežemo. Poleg tega je pa tudi še tveganje mikroplastike, torej ponavadi so te solate v nekih plastificiranih embalažah in vedno več raziskav dokazuje, da je pač ta migracija mikroplastike iz embalaže živila je precej bolj pogosta, kot si predstavljamo. Solatni prelivi se mi tudi zdijo tako, ponavadi so v isti vitrini kot predpakirane solate, ampak se mi res zdi tako nesmotrno, no? Pač, da naredimo doma nek preliv solate, nam vzame minuto, zmešamo malo nekega olja, oljčnega recimo, pa limonin sok, malo kisa, malo začimb in je zadeva pripravljena. To je kakšne bizarne, visoko beljakovinske različice določenih živil. Zdaj, niso vse slabe, recimo beljakovinski pudingi so dejansko boljši od klasičnih, ker vsebujejo manj sladkorja, načeloma imajo visoko vsebnost beljakovin, so dejansko v redu izdelek, ampak imamo pa potem tudi razne visoko beljakovinske sire, visoko beljakovinske skire in take zadeve. Se pravi, živila, ki so že v osnovi visoko beljakovinska in tisto visoko beljakovinski napis na embalaži je samo spet vzrok, da se malo cena dvigne. Bistvene razlike med klasičnim sirom pa med visoko beljakovinskim pa pač ni. Številni od navedenih izdelkov niso le nepotrebni, ampak tudi tvegani. Pogosto vsebujejo sestavine, ki ob redni uporabi ne prinašajo koristi, lahko pa obremenjujejo telo. Zato do njih pristopajmo kritično, odločajmo se na podlagi preverjenih informacij in jih, kadar ni resne potrebe, raje pustimo na trgovskih policah.